Si slišal, da se je Rok preselil baje? Si je kupil novo stanovanje. Ko mi čakam, da vidim, kako ima, ker baje čez 14 dni ima vselitveni žur. Tako da noro, da bomo videli, kako ima. Ampak baje ima tudi velik balkon s pogledom na park. Ja. Velik balkon s pogledom na park ima. Ja. A pa ti mene sploh poslušaš, kaj s tebi govorim? Ja, seveda, pa nekaj v parku, pa v rožicah, pa balkoni, pa te stvari, ne vem, ko smo lih pred tem, a veš, da je naslednji projekt ravno na to temo. Ja, vrtnar. A bi ti bila vrtnarka? Ja, bi bila. Zakaj pa? Kaj je tisto, kar ti je pri tem delu, se ti zdi, da bi ti bilo fajn? Ker rožice presejaš, pa jih negujaš, zalivaš. A pa te to veseli? Ja, imaš kaj za delati tako, a ne. Nikoli ti ni dolg čas zato, ker moraš skozi nekaj delati, ne. Ker je veliko rož, a ne, pa moraš za vse skrbeti. Kaj pa tvoje prijateljice pa prijatelji, a oni tudi imajo radi vrtnarijo, pa rožice, pa vrtove? Bolj nekad, ja. A bi vidva bila vrtnarja, oziroma da najprej tebe vprašam, a bi ti bil vrtnar? Jaz bi bil vrtnar, zato ker bi lahko gojil rastline pa jih prodajal tudi. Kaj na tem delu pa poleg tega, da bi gojil rastline, kaj ti je najbolj všeč pri temu? Da bi imel zelenjavo pa da bi bolj zdravo živel lahko. Kaj pa ti bi bil vrtnar? Bi bil, ampak se ne bi tako intenzivno ukvarjal z gojenjem pridelkov. Ampak s čim? Z rožami. Ampak je kaj na vrtnarstvu, ki vama pa ni všeč? A mogoče tebi kaj ni? Edino to, da moram te škropila, da bi mogel škropila dodajati, pa polže pobirati, pa lazere stran dajati. Aha, kaj pa tebi recimo ni všeč? Jaz tudi ne bi uporabljal gnojil, zato ker bi uporabljal samo naravna gnojila, zato ker pesticidi lahko povzročajo bolezni na živalih in rastlinah. Maša, mislim, to je pa neverjetno. Kako si ti v bistvu vrtnarja predstavljaš? Jaz si ga kot enega tacga romantičnega, prijaznega, tudi ustvarjalnega pa iznajdljivega človeka, ne? Ampak poslušaj to, kaj so eni Brazilci naredili. Kako so izrabili to romantično predstavo vrtnarjev. Poslušaj naslov. Vrtnari izropali brazilsko banko, odnesli kar 52 milijonov evrov. Poslušaj tekst. Iz trezorja sedeža brazilske centralne banke v Fortalezi so konec tedna roparji odnesli 150 milijonov brazilskih realov ali 52 milijonov evrov, kar je doslej največji rop v zgodovini Brazilije. Roparji so v dvorano s sefi, ki je obdana z 2 metra debelimi zidovi, prišli skozi 200 metrov dolg predor. Rop so v banki opazili šele v ponedeljek. Roparji so se na akcijo pripravljali v neki hiši, kjer so odprli fiktivno vrtnarsko podjetje, kar jim je omogočalo, da so kopali, ne da bi bili sumljivi. Predor poteka 4 metre pod zemljo. Število udeležencev ropa ni znano, policija pa domneva, da jih je bilo precej in da so delovali izredno natančno. Po prepričanju policistov so imeli dobre informacije, saj so natančno vedeli, kje je trezor. No, vidiš, pa če se kdo pravi, da se ne splača biti vrtnar. Pozdravljeni, a vi ste pa gospa vrtnarka, s katero sem jaz danes zmenjena, a ne? Tako je, jaz sem vrtnarka, drevesničarka, ukvarjam se pa z zunanjimi rastlinami. Najprej bi vas rada vprašala, kakšna je razlika med cvetličarjem in vrtnarjem?
Med cvetličarjem in vrtnarjem je velika razlika. Cvetličarji se ukvarjajo z notranjimi rastlinami, z aranžiranjem daril, prostorov in pa z cvetjem, torej z rezanim cvetjem, tudi kdaj z enoletnicami, medtem ko vrtnarji se ukvarjamo izključno z zunanjimi rastlinami in z umeščanjem teh rastlin v prostor oziroma zasajevanjem teh rastlin. Medtem ko cvetličarji se ukvarjajo v glavnem z cvetjem in pa enoletnicami. Vrtnarji se ukvarjamo tudi z drevesi, z grmovnicami, z vzgojo le-teh, medtem ko cvetličarji se ukvarjajo izključno z takimi trenutnimi zadevami. Nekateri vrtovi so prave umetniške mojstrovine. Kaj pa je potrebno, da en tak vrt sploh nastane? Prvo kot prvo je potrebno imeti v glavi eno idejo, kaj bomo s vrtom, ki ga imamo okrog hiše, pravzaprav kaj hočemo od tega vrta in kakšen izgled želimo od tega vrta. Na to je najboljše, da najamemo recimo krajinskega arhitekta, da nam po naših željah oziroma naših idejah nariše vrt, doda svoje videnje in takrat lahko vrtovi potem postanejo prave umetnine. Seveda mora biti vrt v skladu s hišo in obratno, ker če je samo vrt neka umetnina, pa je hiša slaba, potem to ni umetnina vse skupaj. Zato morata biti nekako v sozvočju hiša, vrt in pa seveda tudi okolica. Težko je kakšen umeten vrt z kakšnimi rezanimi oblikami in tako naprej postaviti v neko kmečko okolje. In obratno, težko je kmečki vrt z starimi jablanjami in tako naprej postaviti k moderni hiši. Potrebno je imeti tudi smisel za urejanje tega vrta oziroma nekoga najeti, da vam ta vrt potem tudi ureja. Šele takrat potem tudi vrt v določenih letih res postane umetnina. Koliko pa je pri nas dejansko poklicnih vrtnarjev? Ne vem, koliko je poklicnih vrtnarjev, ampak jih je kar nekaj, ker je tudi kar nekaj dobrih vrtnarij oziroma drevesnic. Večinoma izhajajo iz vrtnarske šole oziroma so agronomi po poklicu. Nekaj je pa tudi priučenih, ko so imeli že doma vrtnarijo oziroma drevesnico in so se priučili. Janko, povejte mi, pri vas v arboretu imate toliko različnega rastlinja, potem imate tudi infrastrukturo, razne mostove, imate tudi jezera oziroma ribnike. Kaj je pri vsem tem delo vrtnarja? Ja, delo vrtnarja v bistvu je to, da vidi stvari, katere se dogajajo v naravi. Se pravi, tule v arboretumu poleg rastlin, da se obnavljajo rečemo od mostičkov, se pravi od teh jezer, potem infrastruktura, kot smo že prej, se pravi, kar je treba obnoviti, od igral, predvsem pa rastline in vzdrževanje samega parka. Tako da moraš spremljati in videti z očmi, narediti pa z rokami. No, glede na to, da imate toliko velikega dela, kdaj pa vi sploh vstajate? To je treba pa kar recimo v večernih urah, oziroma takrat, ko je od zunaj še tma, morate vstati. V bistvu to je tako, odvisno od vremena. Ampak, kot pravijo, rana ura, zlata ura. Jaz sam ostajam zelo zgodaj, nekje tam v 5, ker tudi če začnemo službo ob 7, rabim eno uro časa, da premislim, kaj bomo danes delali v arboretumu, kakšno je vreme. In ko pridem v službo, dobre volje, nasmejan, jim razdelim delo in tako teče potem cel dan. Drugače pa, če pa na hiter, pa ni fino. Službo verjetno nasmejani in dobre volje hodite zato, ker radi opravljate ta svoj poklic. Seveda. Kako ste se pa sploh odločili, da boste postali vrtnar? V bistvu to je pa dolga zgodba. Vsaj kot se spomnim, nekje 3 leta sem bil star, ko sem prišel v eno družino in tam je bila ena gospa, katera je zelo rada imela rastline. In se spomnim, ko sem bil majhen, sem hodila v naravo in vedno nabirala, se pravi, travniško cvetje. In tudi kasneje je to ostalo v meni, ko sem šel sam nekje po gozdu ali pa po travniku, sem vedno nabral rastline in prinesel domov za šopek, tako velik šopek. No in potem kasneje v osnovni šoli sem imel cvetličarski krožek, ko so videli, takrat so bile še tovarišice, da me to zanima, in sem imel cvetličarski krožek, potem smo zalivali po celi šoli rastline, skrbeli zanje. Po osnovni šoli sem se odločil v bistvu, da grem na srednjo šolo, vrtnarsko, ker druge nisem hotel. In na srednji šoli sem v bistvu, ko sem končal,
Zelo lahko, ne? Ker če imaš v bistvu zanimanje za delo z rastline, lahko v bistvu izdelaš to šolo. Ne?